Vi ste dal zeleno luč Loteriji Slovenije za nakup delnic Športne loterije. Zakaj? In me zanima, kako razlagate, da v bistvu Loterija Slovenije naj bi prišla po vašem mnenju v lastništvo neprofitnih organizacij. Tega si ne znam predstavljati, če nam lahko pojasnite. Hvala lepa. Glejte, po zakonu je lahko lastnik, so posamezni lastniki trenutno lahko tudi profitne organizacije, banke in podobno, investicijske družbe v športni loteriji, vendar največ do 20%. In v ta 20% delež, se pravi delež, ki ne obvladuje upravljanja, je vstopila Loterija Slovenije, verjetno v želji, in ker ima informacije, pričakuje, da si bo to svojo investicijo lahko poplačala. Dejansko v strategiji, ki danes razvoja igralništva na Slovenskem, na ministrstvu smo jo izpilili in zdaj bo prišla na vlado. Tam se dejansko predvideva za te klasične igre na srečo, to sta Športna loterija in Loterija Slovenije, da tiste, ki so v Sloveniji, ki imajo sedež v Sloveniji, da mora biti v lasti neprofitnih organizacij, da profitne organizacije nekako ne sodijo na ta specifični segment pridobivanja sredstev, ki grejo potem pretežno v dobrodelne namene ali pa vzdrževanje športa in razvoj športne dejavnosti. Minister, samo še dve... Februarja se je spremenil tudi člen, ki je v bistvu prepovedoval takšne nakupe Loteriji Slovenije. Torej, je bilo to vse naprej domenjeno, ker 33. člen zakona o igri na srečo. Mislim, da Loterija Slovenije je omejena, ni pa tako omejena, da bi zakonsko imela prepovedan nakup manjšinskega deleža športne loterije. Prevzema pa še vedno ne sme izvesti. Zdaj verjetno se je sprostilo možnost plasiranja sredstev Loterije Slovenije nasploh, to verjetno mislite. Drugače bi pa moral pogledati, kot če date pisno vprašanje, pa da vam pisno odgovorimo natančno, kjer člen se je spremenil in zakaj.